Živjo in lepo pozdravljeni v temle pustnem večeru. Evo, jaz še pogledam, kje smo, kako smo, kdo je in kdo ne. Ups. Lučka mi je padla. Da se lepše vidimo. Se vidijo malo moja lička, kako se sveti, ker je danes pustni večer. Tako da bomo takoj, ko pridete, če se pofačkate, če rečete živjo, bo to luštno, majčkeno bomo počakali, da se kdo še priklopi, drugače pa evo, bomo počasi začeli razglabljati o čustvih. Čustva so namreč ena taka zadeva, s katero se vsi srečujemo, večkrat običajno na dan, a ne, in večina ljudi ima težave s čustvi. Predvsem o tem, da nas noben ni naučil, kako delati s čustvi, da nam noben ni pokazal, kako so čustva. Katja, živjo, Mojca, dober večer, lepo vas je videti. Tako da danes bom govorila o čustvih, ne bom predolga, zato ker vem, da je bil za nekatere naporen dan, sploh če ste se šli kaj pusta hrusta. In bomo pogledali, kaj se da s čustvi, kako se da s čustvi, oziroma kaj je tisto, kar je pri čustvih nekje najbolj problematično. In tako kot sem omenila, pogledali bomo, kakšne čustvene maske si natikamo. Danes je pravzaprav, živjo Katja, danes je pravzaprav en tak zanimiv dan, jutri je namreč mlaj v Ribah in začetek nečesa novega, tako da je odlična priložnost za sejanje novih semen. Tako da, če nič drugega, ste danes to izvedeli v tem videu. In pa danes se je Merkur obrnil v retrogradno gibanje in običajno, kadar je Merkur v retrogradnem gibanju, to pomeni, da se obrnemo navznoter, da več razmišljamo o sebi, da gremo globje in da tudi tisto, kar je v globinah, lahko pride navzven, a ne. In to je tisto, česar se ponavadi ustrašijo ljudje, a ne, zato ker pridejo stvari, ki so nepredelane, pridejo stvari, ki jih ljudje ne želijo takrat in tam predelati. Zdaj pa me zanima, tisti, ki spremljate, vam je to znano? Vam je to znano, da čustva izbruhnejo glih takrat, ko je najmanj primerno, ko nimate časa, takrat, ko se ravno nekaj dogaja, ko so neke pomembne stvari. Tako da takrat čustva ponavadi pridejo, in to pridejo tista, ki jih ne želimo glih v tistem trenutku čustiti. A se vam je to že kdaj zgodilo? Dajte samo en všeček stisniti, če se vam je to že kdaj zgodilo, da so čustva prišla nepovabljena, takrat, ko niste imeli časa zanje. Glede na to, da vas je malo več žensk, bom jaz v ženski obliki govorila, tako da če kakšen pogumen moški gleda, naj se mi javi, naj sam reče živjo ali pa naj stisne nekaj toliko, da v komentarju vidim, da bom jaz to uporabljala potem obe obliki, a ne. Tako da Mojca pravi, da je zelo, zelo znano to. Ja, vsem je to znano, a ne. In ravno to je tisto, zakaj potem, če gremo kar takoj v vsebino, zakaj ravno takrat, ko se čustva pojavijo in nimamo časa za njih, kaj naredimo? Damo si masko. Damo da je vse v redu, če pride neka žalost, se delamo močne, če pride nekaj, kar ne bi radi, pogoltnemo, a ne. Zelo velikokrat se zgodi, da ta čustva ravno takrat, ko ni potrebno, pridejo, in potem mi ta čustva damo, jaz rečem, eno skrinjo, potlačimo jih, zapremo jih tja noter in si nadenemo druga čustva, nadenemo si masko. In zato je danes idealen čas, da govorimo o maskah, ker danes je pust in si vsi nadenemo maske in nam je zelo blizu to, a ne, kaj pomeni nositi masko. Pretvarjaš se, da si nekdo drug. In ko se pretvarjaš, da si nekdo drug, v resnici to nisi tisti pravi ti,
ampak nekdo, za kakršnega misliš, da bi moral biti ali pa morala biti, a ne. Se pravi, mi velikokrat svoja čustva potlačimo ravno zato, ker mislimo, da so pričakovanja drugih takšna in takšna. In potem si nadenemo neko čustveno masko, neko drugo, a ne. Zdaj pa me zanima, Zdenka, pozdravljena tudi ti, živjo. Zdaj pa mene zanima ena stvar. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da niste bili v redu, da se je nekaj dogajalo, potem je pa nekdo prišel pa vas vprašal: a si v redu? In si rekli: ja, v redu, vse je v redu, saj ni nič narobe. Ali pa, ne, to se je, ali da ste vi tako reagirali, ali pa da ste prišli k nekomu, ki ste videli, da ni v redu, pa je rekel, da je v redu. A se vam je to že kdaj zgodilo? Dajte ali en všeček ali nekaj stisniti, zato da, ko boste videli tudi vi, ko bojo začeli leteti gor, vsem se to dogaja. Zdaj, jaz maham s tole čarobno palčko. Danes je posebna priložnost, ker bo ta čarobna palčka začarala, da se vam to ne bo treba več dogajati, oziroma da se to ne bo več dogajalo. Zdaj, danes je pust, danes je vse možno, ampak tale čarobna palčka ima eno napako, in sicer dolg časa traja, da prime. Se pravi, od takrat, ko začnemo zmahati z njo in ko rečemo čarobne besede, pa do takrat, ko pride do efekta, en čas traja. In v tem času je treba pa tisto, kar želimo, da se zgodi, vaditi, a ne. Tako da čarobna palčka kot taka je, samo dela z zamikom. In zato nobena stvar ne more biti kar čez noč, a ne. Če ste do sedaj delali na ta način, da ste svoja čustva mogoče potlačili, da ste si nadeli neko drugo čustvo ali pa neko masko, da je vse v redu, ali pa prikrili neka čustva z drugimi čustvi, a ne. Če želite to odpraviti, se je treba odučiti tega načina in naučiti novega načina. Zdaj pa tisto, kar ima večina ljudi težavo, in to lahko čisto statistično, bom rekla, sem preverila. Jaz sem namreč vedno, ko pridejo stranke, sploh za individualna srečanja k meni, oziroma predno pridejo, izpolnijo en vprašalnik. In v tem vprašalniku je tudi vprašanje, s katerimi čustvi imajo največ težav. In potem sem jaz to takole lepo, bom rekla, prav malo na po domač analizirala, a ne, in tudi velikokrat, ko kaj vprašam, ko kakšne ankete delam, potem vprašam in dodam zraven. In dejansko največ ljudi ima težave z enim določenim čustvom. Zdaj pa me zanima, tisti, ki gledate v živo, če uganete, katero je to čustvo. S tem bomo pa tudi preverili, katera so tista čustva, ki jih najbolj v bistvu poznamo, a ne. Tako da dajte v komentar napisati, kaj mislite, katero čustvo je tisto, s katerimi ima največ ljudi, oziroma žensk v tem primeru, ker sem ženske, tukaj v glavnem v 99%, kaj mislite, katera čustva so tista, ki je največ težav z njimi. Oziroma eno čustvo je, ki prednjači pred vsemi ostalimi. Tako da, če boste v komentar napisali, kaj mislite, katero čustvo, s katerim čustvom ima večina ljudi največ težav. Pa bom rekla kar ljudi, ker to velja potem tudi za moške. Samo moški in ženske se malo drugače s čustvi srečujemo, oziroma jih majčkeno drugače interpretiramo, izražamo navzven, a ne, dajemo naven. Tako da me prav zanima, kaj boste napisali, katero čustvo mislite, da je tisto, ki ima največ ljudi težave z njim. Zdaj, če napišete tistega, ki ga imate vi, je zelo velika verjetnost, da ste v tej kategoriji. Tako da, če boste v komentar napisali, glejte, z vsemi čustvi imamo težave, ampak eno je, ki je najbolj, tako ali tako ga bom povedala, pa me samo zanima, če tako na blef uganete, ni pravilnih pa napačnih odgovorov, a ne, kaj je, zato ker to je mogoče najbolj prepoznano, da je težavno, spodaj pod tem čustvom se pa skriva marsikaj. Tako da
me zanima, no, a bo kakšen, jeza, ja, jeza je. Jeza je čustvo, s katerim ima največ ljudi težavo. In sicer jeza je eno tako posebno čustvo, jaz ga zelo, bom rekla, preučujem, ugotavljam, raziskujem, kaj se dogaja, ko se ujezimo. Tudi jeza je eno tako zelo močno čustvo, s katerim imamo težave, in s to jezo prikrivamo tudi veliko drugih čustev, zato se vedno jeza, ki je eno tako aktivno čustvo, največkrat pojavi, a ne. In jeza je nekje, bom rekla, celo pred strahovi, a ne. Na drugem mestu, zdaj sem že povedala, na drugem mestu so strahovi. Se pravi, strahovi so spet eno področje oziroma eno čustvo, s katerim ima zelo veliko ljudi težave. S tem, da pri strahovih je zanimivo, da je vedno strah pred nečem, a ne. Strah sam po sebi, saj veste tisto, je voto okrog, ga pa nič ni. In to zato, ker je vedno strah pred nečem, a ne. Tako da je, ne vem, strah pred izražanjem jeze, strah pred nekim drugim čustvom, ne, vedno lahko dodamo zraven še strah, a ne, zato velikokrat je jeza tisto čustvo, ki prekrije strah, a ne, tako da spodaj se strah skriva. In zdaj sem se tudi dotaknila že tega, zakaj pri čustvih lahko govorimo o maskah, zato ker čustva lahko drug drugega prekrivajo in navzven lahko damo eno čustvo, odzadaj pa lahko čutimo neko drugo čustvo. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste čutili v bistvu več čustev hkrati? Da je bilo tudi na koncu toliko čustev, da je bilo vsega preveč in sploh niste več vedeli, kaj čutiti ali pa kaj čutite, in ker je bilo enostavno preveč vsega. Tako da, če všečke stisnete, a ne, če se vam je že kdaj zgodilo, da ste čutili več kot eno čustvo hkrati, je to en normalen, bom rekla, del življenja. In ravno to, prepoznati, kdaj se kakšno čustvo pojavi, zakaj se pojavi, a ne. Glejte, koliko letijo všečki gor, zato ker vam je to poznano. Ker, a veste, čustva so univerzalna. Čustva so res univerzalna in jaz sem prepričana, da pravzaprav vsi doživljamo čustva nekako na enak način, samo mogoče jih definiramo drugače, a ne. In zato se da s čustvi upravljati tudi, ko prepoznate, kaj je tisto, kar jih povzroči v prvi vrsti. Ker vsa čustva imajo nekje skupne vzroke. Skupen je vzrok temu nekje, oziroma zakaj se pojavi strah, se da razložiti, zakaj se pojavi jeza, se da razložiti, zakaj se pojavi žalost, se da razložiti, kdaj se pojavi razočaranje, se da razložiti, kdaj se pojavi, ne vem, neka samokritika, kdaj se pojavi neko obup, a ne. To so vse stvari, ki so univerzalne, več ali manj. In zato se da s čustvi naučiti delati. Zdaj, jaz bom tako vprašala, a koga med vami niso, oziroma koga med vami so učili, kako delati s čustvi? In koga med vami starši niso naučili, kako delati s čustvi? Tako da, zdaj, ker sem naredila že veliko seminarjev z naslovom zdravljenje čustev in s tem pač velikokrat ta vprašanja postavlja, vem, da je odgovor, da večina ljudi starši niso učili. Vsaj tisti, ki pridejo na seminar, ali pa tisti, ki danes poslušate ta webinar, tudi predvidevam, da vas vaši starši niso učili delati s čustvi. Se pravi, to, čemur mi rečemo nekje čustvena inteligenca, a ne, ni samo po sebi umevno. Ampak je to neka veščina, neko znanje, nekaj, s čimer lahko delate, a ne. Tudi mene niso učili, ne, moji starši, kako delati s čustvi. Oni so čustvovali na svoj način in še danes čustvujejo, jaz sem se pač učila z gledanjem in z svojo razlago, a ne. Zdaj pa, ko smo otroci, si na svoj način razlagamo te stvari, a ne, in delamo neke sklepe
Si predstavljate, otrok naredi nek sklep pri 7 letih in potem se pri 47 ta oseba še vedno drži tega sklepa. Še vedno je to enak odziv na neko čustvo, pa na nek dogodek, kot je bil takrat, ko je ta oseba, ki je bila še otrok, sklenila, aha, to je to. In to je tisto, kjer je večina potem težav s čustvi, ker se enako odzivamo, kot smo se odzivali, ko smo bili še otroci. Ker se vmes nismo tega odnaučili, noben nam ni razložil, da je to drugače in še vedno delamo na enak način. Tako da vse te stvari se da naučiti. Vse te stvari se skozi neko razumevanje da tudi spremeniti. Zdaj pa tisto, kar jaz vem, glede na tole analizo, ki sem jo naredila, ko sem šla, jaz sem to celotila, se pravim, čistko, ne toliko zelo digitalno, ampak zelo analogno, sem si prav listke izpisala, potem jih lepila skupaj po kategorijah, in izražanje čustev je vedno problem, Se pravi, jaz bom, ker tukaj pač je ni na osebe, samo kaj so pisale ženske v teh odgovorih na vprašanja, preden pridejo recimo na individualno, sem dala na kup in takole, ne sprejemam sebe, nisem dovolj dobra, bežim v mentalni svet, kjer ne čutim. Nisem dovolj dobra, ne znam se odločati, čustev se bojim. Nisem dovolj dobra, bojim se čustev in ranljivosti. Nisem dovolj dobra, sem nesposobna in ne znam izražati svojih čustev. Nisem dovolj dobra in vse moje težave izhajajo iz tega osnovnega čustva. Nisem vredna ljubezni, zato me ljudje zapustijo, na to sem jezna nase. Ne znam delati z jezo. Nisem dovolj dobra, polna sem občutkov krivde, ne znam obvladovati svojih čustev. Strah me je preteklosti in prihodnosti, ne znam biti srečna. To so vse v bistvu čist realne težave, s katerimi se na tak ali drugačen način vsi srečujemo. In mene je vedno gnalo to, ko so hodile k meni ženske s temi težavami, kako jim pomagati, iskanje teh rešitev, in sem se zato toliko bolj v bistvu v čustva spustila in iskala načine, ki so konkretni, se pravi, da se da konkretno stvari spremeniti, da te maske čustvene, ki jih damo na ven, kao, da je vse v redu, da lahko odložimo, da pogledamo, kaj je spodaj, da to predelamo, transformiramo in gremo na drugačen način naprej. In zato ni potrebno 5 let psihoterapije. Zdaj, meni je prav žal, če gleda tole kakšen psihoterapevt in se s tem ne strinja, ampak res ni treba, Da se to veliko hitrejš, ko se na več nivojih hkrati, se pravi, razume, začuti, ozavesti in transformira in na novo postavi neko čustvo. Tako da to je nekaj, kar je zelo konkretno uporabno. In jaz sem tudi predvsem zdaj na individualnih programih, kjer sem delala, sem te vaje in tehnike sprobavala, tako da so zelo preizkušene v praksi, in zdaj je v bistvu prvič, da sem na delavnici management čustev pripravila te vaje tudi za skupino, tako da bojo v bistvu v skupinski dinamiki se te vaje lahko izvedle in da ne bo treba čakati, ker recimo na individualnem coachingu je tako, da se pogovarjamo, zavestno transformiramo, potem pa v tistem tednu do naslednjega coachinga, je treba to v praksi probati, testirati, mogoče do situacije sploh ne pride, če pa je skupina, pa lahko te igre hitrejš odigramo in se zato lahko v eni vikend delavnici pokrije veliko čustev. Tako da zato je verjetno ta prva delavnica tudi zdaj že polna, tako da zdaj je 23. pa 24. marca je naslednja delavnica. Ampak, če gremo nazaj na čustva, zaradi čustev ste tukaj in poslušate tole, ko prepoznate posamezna čustva, in to
pri sebi, ko jih potegnete ven, namreč da se jih potegniti ven, namenoma, in to v varnem okolju, se pravi, ne tam, ker ne veste, kako bo drug reagiral, ampak tam, kjer ste z namenom, da se ta čustva pravzaprav transformirajo, in s pomočjo tudi energetskih orodij, cvetnih esenc, aurasome, vsega tega, s čimer delam, potem to lahko zelo hitro sčistite ven. Tam, kjer se ne da, pač se da določene spet vaje, tehnike in vi lahko v enem sorazmerno kratkem času prečistite zelo veliko čustev. Zdaj tako, kot sem rekla, čarobna palčka je, ampak dela z zamikom, in tudi to čiščenje čustev potrebuje nek svoj čas, pa nek svoj, bom rekla, tudi prostor in je lahko zelo izčrpljujoče, se pravi, zmatrani ste pol, ko to prečistite, zato ker se lahko stvari čistijo tudi čisto z celičnih nivojev. Zdaj, več o tem, kaj to pomeni čutiti čustva na celičnem nivoju oziroma čistiti čustva na celičnem nivoju, to bom govorila na delavnici, zato ker tole traja cel vikend, pa je dovolj časa, da se tudi o tem pogovorimo in tudi o tem, kako epigenetika, ena posebna veja genetike ugotavlja, da se ta čustva gensko naprej prenašajo, tako da, ko prečistimo ta čustva pri sebi, jih ne prenašamo več v naslednji rod, se pravi, hkrati pa to pomeni, da smo veliko čustev tudi podedovali. Se pravi, da je to nekaj, kar ni nujno, da je to, bom rekla, neko naše čustvo, s katerim imamo težavo, pa smo lahko podedovali od mame ali pa babice ali pa celo prababice. In tukaj predniki so nam pač dali ne samo materialno zapuščino, ampak tudi čustveno zapuščino, tako da to je tudi ena stvar, ki, ko jo ozavestite, ko vidite, od kje izhaja neko čustvo, ga je lažje potem transformirati. Tako da, zdaj, zaradi tega, ker nimamo s svojimi čustvi razčiščeno, v situacijah velikokrat reagiramo, namesto da bi se odzivali. Kaj to pomeni? To pomeni, da jaz dam ponavadi ta primer zdaj, glede na to, da smo na webinarju, vas bom prosila, da to naredite vsaka sama pri sebi. Če se takole pritisnete, dajte se kar takole pritisniti, tlele na rami, ni važno koliko, a vas kaj boli? Ponavadi je odgovor ne. Kaj pa, če bi bil tukaj žulj ali pa rana? Potem pa zaboli. In naša čustva, tam, kjer niso predelana, tam, kjer so neke čustvene ranjenosti, ko nekdo pride in na to pritisne, zaboli. In potem je reakcija au, in iz tistega au reagiramo. Če pa tukaj v bistvu vemo, da je to naša rana, vemo, kaj se lahko zgodi, če nekdo pritisne, in prepoznamo, da je to naše, prevzamemo odgovornost. Če pa prepoznamo, da to ni naše, potem pa se lahko odzovemo v skladu s tem. To so vse stvari, ki potem skozi neko samo opazovanje se naprej delajo. To bom rekla, ni stvar enega trenutka, ampak ko razumete te stvari, ko te zadeve na čustveni ravni poznate, potem lahko drugače delujete. Ko drugače delujete v odnosih, imate drugačne rezultate in na ta način lahko močno izboljšate vse. Odnose, situacije, ko razumete, ko obrnete perspektivo, ko začutite, da se drugače zadeve odvijajo, ko vidite rezultate, potem so stvari res lahko drugačne. In to zdaj lahko preberete cel kup knjig, pa razumete, ampak če ne boste tega dali v prakso, potem ne bo rezultatov. Jaz sem pa za prakso, se pravi, da se da to v prakso. In večina žensk reče, sej jaz to vem, ampak ne znam pa dati tega v prakso. In zato sem tudi danes v naslov napisala, da je danes to, se pravi, ta webinar o čustvenih maskah in upravljanju s čustvi za vse, ki s tem že vse veste, ker morate samo še dati v prakso. In v prakso pa ne morate dati tle noter v glavi, v prakso je treba dati pa skozi delovanje. In če imate priložnost to narediti
v enem varnem okolju, z ljudmi, ki vas ne bojo obsojali, z ljudmi, ki bojo to sprejeli, zato ker so vsi tam z istim namenom, potem lahko to res naredite zelo hitro in je to zelo transformativno in se veliko skozi lastno izkušnjo naučite in potem, ko pridete v realno situacijo, to lahko tam naredite dejansko in ker to naredite, imate drugačen rezultat. In tako gre zadeva v prakso in potem samo še vadite in to ponavljate in je rezultati potem sledijo, no, to želim reči, ne. Se pravi, zavedanje oziroma znanje o tem, kdaj in zakaj se vaša čustva pojavijo, to pomeni to, da se znate potem odzvati v konkretnih situacijah in ne reagirate iz nepredelanih čustev, ampak iz tiste dane situacije, ki je tam, S tem se potem seveda avtomatsko zgodi, da se poviša tudi, se pravi, vaša samozavest, da znate boljš postavljati meje, S tem se znate tudi zaščititi pred manipulacijo drugih ljudi, zato ker prepoznate, a vam pritiskajo na rane, kaj se dogaja. Posebej še ena stvar, ki jo bomo delali na delavnici, so zamere. Kdaj se pojavijo in zakaj se pojavijo in občutek krivde, ki recimo ob tem nastane, zdaj odvisno na kateri strani ste, ker delali bomo vaje, ko boste vsi na obeh straneh, da boste res izkusili, kaj to pomeni, in pa v bistvu s tem seveda vam omogoči, da živite vse svoje življenje bolj zavestno, da se bolj zavedate, kaj se dogaja, da ni več tistih, pravim, ta nepredelana čustva so tako kot nitke na lutki, Eno nitko potegnete, pa se lutka premakne, enako so vaši nezavedni vzorci. Nekdo potegne in se premaknete, reagirate, tako da in v bistvu, ko se vi zavedate svojih čustev, ko jih znate upravljati, ko ste v tem samozavestni, potem tudi lažje komunicirate o tem, ker velikokrat mi sploh ne znamo povedati, kaj nam je, pa kako, ko se bojimo, kakšna bo reakcija, da nam ne bo spet pritisnili na nekaj nepredelanega, v glavnem, cela zmeda je na področju čustev. Tako da upam, da se z mano strinjate, da je to zmedo treba začeti reševati, ampak ne na oni strani, ne bojo drugi začeli te zmede reševati. Jaz verjamem, da vse, ki ste tukaj in gledate ta webinar in ga spremljate, se zavedate, da ste vi tisti ali pa vi tisti, ki prevzamete odgovornost za svoja čustva in potem avtomatsko veste, aha, tole je pa moje, tole pa ni moje. Tlele je pa tale meja, tlele je pa tole. A veste, tako zelo, jaz sem pač taka oseba, da zelo analitično stvari postavim, pa hočem imeti neko red, pa strukturo in to potem tudi prenašam naprej, Tako da in to v bistvu vse skupaj pol zniža stres v vašem življenju, poviša v bistvu to samozavedanje sebe, naredili bomo tudi tiste, ki ste že bile pri meni, veste, kaj pomeni energetsko mejo postaviti, in kako dobro to deluje. In v bistvu s tem se potem vedno utrjujejo tudi osebne meje. Zdaj, tisti, ki ste se mogoče kasneje pridružili, jaz imam čarobno palčko, da je vse to možno, če še ne verjamete, ali pa si poglejte še enkrat potem webinar od začetka, kjer razlagam vse te stvari, zakaj, kako prideti do tega, tako da majčkeno, da se pošalim, ampak ja, vse to se da narediti, in to se da zelo hitro narediti, Tako da s tem pa potem, ko imate, bom rekla, ko ste vi menedžer, zato rečem management čustev, ko ste vi menedžer svojih čustev, potem ste vi ta glavni in odločate, kaj se bo znotraj vašega energetskega polja dogajalo. In to potem utrjuje še naprej vaše te osebne meje, krepi v bistvu vašo samozavest in tudi zavedanje tega, da ste vi odgovorni za svoje življenje v smislu, da ste vi tisti, ki držite volan v rokah, in da se ne rabite odzivati čist na vsako dramo, pa čist na vsak trigger, ki ga nekdo pravzaprav pritisne. Tako da, zdaj predelali bomo na tem seminarju,
bomo predelali več čustev, in sicer razdelila sem v 2 dni, tako da če bi kdo želel, je tako narejen, da v bistvu sta 2 samostojni delavnici, a ne, hkrati sta pa med sabo povezani, tako da če bi kdo želel priti samo za en dan, da z enim sklopom čustev ima težave, z drugim pa ne, je tudi to možno. Se pravi 23. pa 24. marec je to, je pa tako, da je omejitev, in sicer maksimalno 12 udeležencev, zato da bomo lahko res intenzivno delali, a ne. Ni to neka, bom rekla, tista množična zadeva, da bom jaz samo predavala, ampak je res to delavnica, a ne. Zato 23. in 24. marca, ko je še na voljo, bo prvi dan, se pravi sobota, 23. bomo v bistvu transformirali strahove, zato ker strahovi ima večina ljudi težave, pa da te strahove pred izražanjem čustev, pa pred tem, kaj sploh čustva so, pa kaj vse se bo dvignilo, da najprej to razrešimo, da je potem mir, potem jezo, nemoč, zamere, odpuščanje in pa v bistvu vrgla vas bom ven iz vloge žrtve. Tudi tam, ker še ne veste, da ste v vlogi žrtve, ker vsi imamo neko vlogo žrtve, ki jo zelo radi igramo, ker smo tako naučeni, ker tako družba deluje, ne. In tako da bomo prvi dan ta čustva pogledali, pa predelali, pa postavili energetske meje. Drugi dan bomo pa v bistvu šli globje noter v lastno vrednost, v samokritiko, v krivdo, v sram, prečistili bomo žalost, razočaranja in pa razne občutke zapuščenosti, zavrnjenosti, tega v bistvu, da se počutite, da vas noben ne razume, to, da v bistvu ta I'm not good enough, a ne, varianto bomo tudi pogledali. Tako da bo bolj, prvi dan bo bolj aktiven, ne, drugi dan bo majčkeno bolj, se bomo z bolj pasivnimi čustvi ukvarjali, namreč to čustva so aktivna pa pasivna, a ne, in se s tem se boste naučili brati zemljevid. Jaz pravim, čustva so zemljevid, ker nam pridejo povedati, kaj se nam dogaja v življenju. In ko razumemo enkrat čustva, znamo brati ta zemljevid in enostavno vemo, kam se sploh usmeriti, kaj se nam dogaja preko čustev, in pa se čustev ni treba več bati. Tako da to so v bistvu stvari, ki jih bomo, se pravi, in prvi in drugi dan predelali, tako da vse to lahko potem uporabite direkt v praksi, a ne. Se pravi, to so že preverjene tehnike, to so že v bistvu izvedljive tehnike, ki se jih lahko vsak nauči, sam pač delati jih je treba, a ne, ker tudi če hočete imeti mišice, a ne, pa hodite na fitness, mislim, je... morate hoditi na fitness, ni tako, da greste enkrat na fitness, pa vse znate, pa vse veste. Tako da, se pravi, vse te ankete, ki sem jih jaz naredila, vsa ta statistika, ki sem jo raziskala, ne, kažejo, da si ljudje želijo biti veseli, da si želijo biti srečni, da iščejo notranji mir, da iščejo tisto notranjo veselje, notranjo srečo, ampak ker je toliko enih drugih čustev naloženih, a ne, enostavno ni prostora. In če hočete v bistvu vse te občutke vpeljati noter in jih potem tudi vzdrževati, in drugi dan se bomo tudi učili, kako te občutke potem, ki so bolj sproščeni in bolj tisto, čemu rečemo pozitivni, prijetni, kako jih vzdrževati, a ne, je treba narediti prostor, a ne. In ne morete vlačati za 20 let žalosti sabo, hkrati pa upati, da boste v življenju imeli veliko veselja, a ne. Ker tista žalost zavzema energetski prostor znotraj vas, a ne. In ko boste prepoznali pri sebi čustva, jih boste tudi pri drugih prepoznali. Ko boste prepoznali, kdaj ni vaš, bom rekla, notranji trigger, boste prepoznali, kdaj je od nekoga drugega neka frustracija, a ne. In v bistvu to pomeni, da boste lahko pogledali za masko drugih, a ne, v bistvu za tistim na zunaj, kar se dogaja pri ljudeh, se vzadej skriva marsikaj. In ko prepoznate, da je to neka maska, potem veste, da se ne rabite na to odzivati, ampak na tisto, kar je zadaj, a ne. In ko boste začutili, kdaj tudi kdo pritisne na vaš gumb, boste čisto drugače reagirali
in boste enostavno, zdaj mogoče vam je to čist nelogično, kar bom rekla, predvidevam, da vam je čist nelogično, ampak boste hvaležni, da vam je nekdo pritisnil na tisti boleč gumb, ker je to priložnost, da nekaj pri sebi pozdravite in da prevzamete odgovornost in se pol spet ne boste rabili več zapletati v dramo, a ne. Tako da, in jaz verjamem, da tisti, ki poslušate ta seminar, tiste, ki ste tukaj, a ne, tudi kasneje so se nam še pridružile, tako da vse pozdravljam in Jožico in Viktorijo in Romano. Vem, da ste pripravljeni razrešiti svoja čustva, ker drugače ne bi tukaj le sedeli. In zato imam v bistvu za vas prav to delavnico 23. in 24. marca. In sicer, v bistvu, če pridete samo za en dan, je cena enega dneva 149 evrov. Če pridete za cel vikend, je cena nižja, ni 298 evrov, če se štejete oboje skupaj, ampak je 208 evrov. S tem, da do petka, zdajle 8. marca, a ne, 8. marc, ki je dan žena, tako da, drage moje, že vnaprej vam vsem želim en čudovit dan žena, je pa znižana cena za vikend delavnico, se pravi za oba dneva, za prvi dan, ko bomo bolj tisto jezo pa strahove razreševali, ne, in pa za drugi dan, ko bomo bolj tisto sram, krivdo, razočaranje, žalost razreševali, 161 evrov. Ker pa ste zdržali do tega trenutka tukajle, zdaj v tem delu webinarja v 36 minuti, evo, sem prepričana, da v bistvu ste se našli v tem, kar sem govorila in da ste pripravljeni na to, da naredite en korak, da končno osvobodite tista svoja čustva in se jih nehate bati in se nehate skrivati za nekimi zunanjimi maskami tega, da je vse okej. In zato vam zdaj povem, tako da si dobro poslušajte, povem vam kodo za še dodatni 10% popust. Se pravi, na 161 evrov za celotno delavnico imate še dodatni 10% popust, če napišete, ko se boste prijavili se boste pa lahko, bom dala kar tlele v komentar, preko tegale linka, na temle linku, evo zdaj bom dala v komentar. Tadam. Link se bi moral zdaj pojaviti. Se pravi, ko se boste preko tega linka prijavili, vas bo peljal postopek, ne rabite se registrirati, če še niste registrirani, sam z mailom se vpišete, ampak ko boste šli, boste vpisali kodo CM01, tam, kjer piše koda za popust, in je potem en gumb, ki pritisnete, uporabi kupon in vam bo odštel še dodatnih 10%. Zdaj tisti lahko plačate po predračunu, tisti, ki boste plačali pa s kartico ali pa prek PayPala, dobite pa še darilo po izbiri, in sicer knjigo Zdravljenje čustev ali pa Angelski svetilniki. Tisto, kar želite izbrati, to boste potem na delavnici, glede na to, da nas je malo, bomo to vse uredili tam. Imam pa tudi eno darilo, in sicer čisto vsi udeleženci oziroma udeleženke, ki se boste delavnice udeležili, vikend delavnice, se pravi obeh dni, boste na koncu dobili svojo individualno mešanico avstralskih esenc, zato ker vem, da se vam bodo določeni procesi še odvijali. In tekom delavnice boste tudi videli, kaj je tisto, kar je najbolj potrebno, kar rab dlje časa. Kakšne stvari pa rabijo malo dlje časa, ne? Ker vsem je pa malo iluzorno pričakovati, da nekaj, kar ste 30 let lepo negovali in gojili, bo pa zdaj v 2 urah šlo ali pa v eni vikend delavnici. Tako da boste imeli možnost, da si, se pravi, da dobite individualno mešanico, ki vam jo bom pripravila, itak bomo cel vikend skupaj, tako da se bomo do konca vikenda že lepo spoznali, da boste še potem z pomočjo cvetnih esenc do konca razrešili vse tisto, kar vas pač muči. Tako da to je to, kar imam jaz danes za povedati, se pravi, ne bom vas več dolgo zadrževala, mislim, da smo kar veliko obdelali v tem webinarju, da je mogoče čas zdaj res, da končno naredite tisti konkreten korak, sploh če vse veste, pa vam v
konkretnem življenju stvari ne delujejo in nimate rezultatov, je to ena super priložnost, da razrešite zadeve. Je pa tudi tako, skupina je namenjena temu, da drug drugemu stvari odsevamo, tako da nekdo, ki nekaj predeluje, boste vi tudi del sebe prepoznali noter, ker vedno se najdejo skupaj ljudje, ki lahko drug drugemu pomagajo. To je meni najlepše pri skupinah, a ne, in tega se ni treba bati. In tiste, ki ste bile pri meni v skupinah, veste, da se vzpostavi eno tako varno okolje, kjer si dovolite lahko izraziti sebe. To pa je najpomembnejše, a ne. In tudi to se bomo naučili, kako biti prisoten ob nekom, ki procesira. A ne? Se pravi, ker velikokrat se zgodi, da gre nekdo v svoj proces, pa ljudje v bistvu se vmešavajo v ta proces. Naučili vas bom, kako biti ob človeku, ki procesira neka čustva, tako da vi držite vibracijo, ne pa da v bistvu potegnete nase vse tisto, kar pač tista oseba procesira. Ne? Tako da to je pa tudi ena zelo, zelo pomembna stvar. Jaz upam, da se vidimo. Naj povem še enkrat, da je omejeno število na 12 na tej delavnici, tako da res zaradi načina dela, zaradi intenzitete dela, tako da pač 12 prijav je in to je to. In tudi, ko se boste prijavili na delavnico, ko je 12 prijav, bo pokazalo, da ni več na zalogi. Tako da pač boste točno vedeli, če boste prepozni. No. To, če še mogoče razmišljate, a je to za vas ali ni za vas, če ste zdržali do tukajle, verjemite, da je za vas. A ne. Če pa se slučajno zgodi, da kdo ne bi bil zadovoljen, da bo čist brez veze, da bo, ne vem, karkoli po celi vikend delavnici, ker jaz pač vem, da sem pripravila res nekaj fantastičnega, pa tudi vrnem denar. Ne. Tako da, če bo karkoli tazga, bomo to uredili brez skrbi, tako da garancija je, ne boste, bom rekla, za manj prišli. Se pravi, spodaj v komentar sem dala link, kjer je pač še malo napisano in kjer se lahko tudi prijavite na delavnico. Do petka 8.3., se pravi do petka, do dneva žena, je ta možnost, da na delavnico, ki stane 161 €, dobite še 10% popust, če vpišete kodo CM01. Ne. Potem je pa tako narejeno, da avtomatsko program ne sprejme več kode. A ne. Tako da to je to. Jaz sem ful vesela, da smo se videli. Upam, da ste izvedeli kaj novega, da ste dobili kakšen vpogled tudi vase v to, da ste se prepoznali kje v teh čustvenih zadevah. In jaz se že veselim tega, da se vidimo na delavnici 23. in pa 24. marca. Tako da želim vam en lep večer. Jutri se začne 40-dnevni post ali kako že, a ne. Če ste se odločili, da boste naredili kaj posebenega, jaz vam res priporočam in predlagam, da ne naredite posta samo na fizičnem nivoju, ampak da tudi v bistvu na drugih nivojih stvari razčiste. Pa ne bom več delala reklame, kaj vse v lekarni za dušo je namenjeno čiščenju na čustvenih nivojih, ker si lahko pogledate in preberete sami, če pa kaj ne veste, pa vprašajte. Lepo se imejte. Čau, čau.